Med 7 kandidati so 3 moški in 4 ženske. Skupni imenovalec slednjih so izkušnje. Vse želijo svoje strokovno znanje uporabiti pri vodenju občine. Romana Kačič je docentka na univerzi v Bologni in v Padovi. Kot krajinska arhitektka ima jasne prednostne naloge. Stanovanja za mlade družine na Fornačah in možnost stanovanj in delavnic v starem mestnem jedru. Druga šola mojstrstva izganjajočih tradicionalnih obrti kamen, les, kovina. In tretja seveda občinski prostorski načrt. Neposredno demokracijo želi v Piran pripeljati Tilen Fabe. 32-letni Pirančan verjame, da se morajo občani organizirati in imeti več vpliva pri pomembnih odločitvah v mestu. Prvo bi vzpostavili platformo na internetu, preko katere bi lahko občani odločili. Potem, ko bi bila platforma vzpostavljena, bi bile odločitve v rokah vseh občanov enakovredno, se pravi, odločitve bi sprejemali skupaj. Ena največjih poznavalk portoroškega turizma je Irena Dolinšek. V ključni gospodarski panogi občine ima več kot 40 let izkušenj. Sedaj, ko je v pokoju, jih želi uporabiti pri razvoju enega najbolj turističnih krajev v Sloveniji. Ureditve starih pročelij, ne samo v Piranu, ampak tudi v zaledju, ureditev samega prometa, se pravi dostave za domačine in tudi tiste, ki živijo v Piranu, in seveda spet turizem čez celo leto, ki bo oživel tudi trgovine, gostinske lokale in vse, kar je s tem povezano. Sebastian Jeretič je na zadnjih volitvah pomagal ustoličiti aktualnega župana, tokrat pa je njegov glavni nasprotnik. Mestu želi vrniti zanos in vzdušje, ki je vladalo v 80-ih letih, ter obljublja razvojni pospešek. Glavni problem je popoln kaos v občinski upravi, kjer je treba narediti red. Druga stvar je absolutno aroganten odnos občinske uprave do ljudi in podjetij in je treba vzpostaviti neko korektnost. In tretja stvar je jasno revolucija v marketingu naše destinacije. Tatjana Voj trdi, da je njena prednost to, da je finančno samostojna in da v politiko vstopa z dobrimi nameni. Njeno poslanstvo so mesto brez avtomobilov, center za mlade in razvoj zaledja. Zaledje je precej zapostavljeno v primeri s tem, kar se najde v mestih. Se pravi, jaz bi prav gotovo tukaj poudarila kanalizacijo oziroma infrastrukturo, ki je nekako zaostala. Župan Peter Bosman meni, da dobro vodi mesto. Poudarja, da občinske blagajne ni obremenjeval z novimi posojili, kljub temu pa je izpeljal kar nekaj projektov. Ker želi dokončati začeto, se poteguje za še en mandat. Vsekakor mi moramo podaljšati celovito sezono in je projekt Telmane Riviera v Luciji bo nam dalo to možnost. Druga stvar, ki jaz mislim, da včasih pozabimo, zaledje. Mi moramo še bolj odpreti zaledje za turizem. Stanislava Premrl-Lovšin se ukvarja z nepremičninami. Politika ji ni tuja, za županjo je kandidirala tudi pred 4 leti. Po njenem mnenju je v Piranu čas, da se nekaj naredi za domačine. Prvo, občinski prostorski načrt pod nujno, zato da se zaustavi ta črna gradnja, ki se dogaja po kmetijskih zemljiščih. Druga zadeva, absolutno dobiti nazaj Fazan zaradi komunalnih privezov. Blaginja Pirana izhaja predvsem iz turizma, dušo pa mestu dajejo ljudje, ki v njem živijo, delajo in ustvarjajo. Iskanje učinkovitega ravnovesja med naložbami namenjenim gostom in tistimi za domačine bo ključna naloga novega župana.